Danes bomo govorili o tlaku zaradi teže tekočin. Poglejmo si to plastenko, ki ima narejenih več luknjic na različnih globinah. Te luknjice so po velikosti enake, kljub temu pa opazimo, da voda na različnih globinah različno izteka. Najmanj izteka na najvišji luknjici in najbolj na najnižji luknjici. Povsod izteka pravokotno, kar je posledica tega, da vemo, da tekočine delujejo na vse stene pravokotno, vendar se zdi, da se tlak z globino veča. Namreč, kdaj bo curek daljši? To je podobno vprašanje kot, kdaj bo kamen letel dlje. Takrat, ko bomo na njega delovali z večjo silo. Zdaj, od kod se ta sila pojavi? Od kod pride ta sila tukaj? In zakaj je ta sila večja kot sila tukaj? Mi vemo, da je tlak F/S in iz tega dobimo, da je sila P krat S. Ker je površina luknjic enaka, se torej spremeni tlak P. In jasno je, da je tlak tukaj večji od tukaj. Zakaj? Predstavljamo si, da imamo tukaj takole en takšen vodni stolpec, kot da ga bi izrezali, lahko ga naredimo v obliki kvadra. Pa bomo pogledali, kakšen tlak se zaradi teže vode, konkretno v tem kvadru, pojavi tukajle spodaj. Uporabimo obrazec P je F/S, pri čemer bomo za silo, ki pritiska, vzeli kar težo te tekočine. Mi vemo, da je teža tekočine odvisna od specifične teže tekočine in volumna, velja namreč obrazec, da je specifična teža v prostornino, iz česar potem dobimo, da je sila teže specifična teža krat volumen. Zdaj, ko takšne stvari izražamo, si lahko pomagamo tako, da napišemo manjše številke zraven 3, 6, 2. Vemo, da je 3, 6 deljeno z 2, torej je 6 3 krat 2. Ali pa s tem, da obrazec pišemo v trikotnik. In sila teže je torej specifična teža krat globina. Volumnost površine. Če je tukaj A, to B, ta višina pa naj bo H, vemo, da je volumen kvadra A krat B krat C, torej je to specifična teža krat A krat B krat H. Površina tega vspodaj pa je pravokotnik s ploščino A krat B. A in B se pokrajšata in dobimo, da se je zaradi teže tekočin tlak povečal za specifično težo krat globino. Delta P je specifična teža krat globina. Poglejmo si tega potapljača. Globlje kot gre, več je vode nad njim in večji je tlak, ki nanj deluje. Ko gremo nazaj, se nam tlak zmanjšuje. Tisto, kar pa je zanimivo, pa je to, da tudi ko je na gladini, je tlak že en bar. Potem pa se še veča. Od kod in zakaj tlak na površini? Podobno kot smo rekli, da v primeru, ko smo potopljeni v vodi, na nas deluje tlak zaradi teže tekočin. Mimogrede, ta tlak imenujemo hidrostatični tlak. Voda, ampak z izrazom hidrostatični tlak ne mislimo samo na tlak, ki se pojavi zaradi vode, ampak tlak, ki se pojavi zaradi katerekoli tekočine, torej tudi zraka. Namreč, mi smo potopljeni v nekem bazenu zraka,
Nad nami je namreč atmosfera, te atmosfere je tam do 800 kilometrov in ugotovili so, da če bi izrezali stolpec zraka, ki ima površino 1 kvadratni meter in ga postavili na tehtnico, da bi tehtal 10 ton. Če pa je teža zraka nad nami 10 ton na kvadratni meter, ugotovimo, da to povzroči tlak, 10 ton je 10.000 kilogramov oziroma 100.000 newtonov na kvadratni meter in ta tlak je 10 na 5 newtonov na kvadratni meter, kar je isto kot 10 na 5 paskalov in to imenujemo z novo enoto en bar. 10 na 5 paskalov je torej nekako normalni zračni tlak in znaša 1 bar. Normalni zračni tlak označimo s črko P0 in je tudi posledica teže tekočine, v konkretnem primeru teže zraka. Zdaj, ta tlak ni ves čas enak. Velja nekako, da je normalni zračni tlak 1 bar pri normalnem vremenu pri morju, medtem ko če se dvignemo v hribe, recimo na Triglav 2864 metrov, se bo zaradi tega teža tega stolpca precej spremenila. Vedeti moramo, da kljub temu, da je atmosfera 800 kilometrov, je večino zraka zbranega v prvih 10 kilometrih in 2 kilometra višinske razlike se pri tem že zelo pozna. Zato je tlak na Triglavu dosti manjši kot tlak v dolini. To lahko ugotovimo z zelo preprostim poskusom. Ko smo šli na Triglav, se spomnim, da je sin na vrhu Triglava izpraznil plastenko in jo zaprl. V plastenki je bil tlak takrat isti kot tlak zunaj. Recimo, da je bil to tlak 0,8 bara. V plastenki in zunaj ni. Če je tlak znotraj in zunaj isti, pomeni, da je tudi sila, s katero zrak deluje od znotraj ven in zunaj notri, med seboj, da sta ti dve sili enaki. In plastenka ima lepo obliko. Ko isto plastenko prenesemo nižje, se s tem poveča količina zraka nad nami, zato se tudi poveča tlak. Recimo, da smo na točki, kjer je pa zopet normalni zračni tlak 1 bar. V tem primeru naša plastenka ima v sebi še vedno tlak 0,8 bara, od odzunaj pa je tlak 1 bar in zaradi tega je sila, ki pritiska noter, večja kot sila, ki pritiska iznoter ven. Zato se ta plastenka zmečka. In dejansko je bila plastenka v sinovem nahrbtniku popolnoma zmečkana, kot bi nekdo iz nje ven pobral zrak. Razlike v zračnem tlaku so tudi zelo pomembne za vreme. Govorimo namreč o področjih ciklona in anticiklona. Rekli smo, da je normalni zračni tlak 1 bar, torej 100.000 paskalov, kar pa bi lahko napisali tudi kot 1000 krat 100, torej 1100 je pa hekto, 1000 hektopaskalov. 1000 hektopaskalov in to so vrednosti, ki jih slišimo tudi pri vremenski napovedi. Zdaj, ciklon pomeni višji pritisk od normalnega, recimo 1020 hektopaskalov, in anticiklon 990 hektopaskalov, manj kot 1000 hektopaskalov. Pomembno je to, da vemo, da se vse stvari, vse tekočine vedno premikajo od tam, kjer je tlak večji, tja, kjer je tlak manjši. To je nekako čisto naravno.
če smo mi v sobi, kjer je zelo veliko ljudi in divjajo in tako, in če bomo imeli možnost se umakniti v prostor, kjer ni tako zaseden, bomo tudi to mi takoj naredili. In isto je tukaj. V tem, ker je večji pritisk, grejo tekočine tja, kjer je manjši pritisk. To pomeni, če smo mi doma tam, kjer je področje ciklona, vidimo, da se oblaki od tam odmikajo proč in grejo tja, kjer je anticiklon. Tam bo oblačno, tam bojo padavine, medtem ko tam, ko je ciklon, bo kmalu sonce. Zato v vremenski napovedi vedno izvemo, kakšen je tlak in iz tega lahko sklepamo, kaj se bo zgodilo. Zračni tlak je torej posebna vrsta hidrostatičnega tlaka. Zračni tlak P0 je običajno, če ne piše drugače, en bar, so pa seveda potem razlike. En bar pa je tudi tlak, za katerega se poveča tlak, ko se potopimo v vodo. V vodi za 10 metrov. Poglejmo, če je to bazen vode in se mi potopimo za 10 metrov dol, prav H je 10 metrov, mi vemo, da je gostota vode 1000 kilogramov na kubični meter, torej je specifična teža potem 10.000 newtonov na kubični meter. Višina je 10 metrov, iz tega dobimo, da je hidrostatični tlak delta P specifična teža krat globina in je to enako 10.000 newtonov na kubični meter krat 10 metrov, kar je skupaj 10 na 5 newtonov na kvadratni meter ali 10 na 5 paskalov, kar je ravno en bar. Ker že na gladino pritiska tlak P0, ki znaša en bar, potem pa se ta tlak še poveča za delta P, tudi en bar, bo na globini 10 metrov, že tlak 2 bar. To, da upoštevamo prisotnost zračnega tlaka, je zelo pomembno. Poglejmo si še enkrat recimo poskus s plastenko, ki ima na dnu samo eno luknjico. Kot vidimo, voda izteka. Izteka zato, ker na njo pritiska na tej gladini, pritiska tlak, ki je sestavljen iz zračnega tlaka, ki pritiska tukaj dol, in tlaka zaradi teže tekočin, torej hidrostatičnega tlaka, specifična teža krat globina. Voda je od tukaj do tukaj, torej moramo to globino upoštevati. In izteka. Izteka zato, ker je tlak, ki pritiska, sila, ki se pojavi, zdaj sila vemo, da je vedno P krat S, in to pomeni, večji kot je tlak, večja je sila. Ven pritiska tlak P0 plus specifična teža krat globina, medtem ko notri, od zunaj noter, čez to luknjico pa pritiska samo zračni tlak P0. Ker je sila, ki deluje ven, večja kot sila, ki deluje noter, voda izteka. Če pa bi na to plastenko dali zamašek, voda neha iztekati. Namreč, na tej globini imamo sedaj samo še tlak specifična teža krat globina. P0 ne more pritiskati, ker je zamašek neprodušno zaprt. Je pa tlak P0 povsod odzunaj, torej tudi tukaj, in ker je tlak P0 večji kot ρ krat H, namreč koliko je specifična teža krat globina, recimo, da je to 2 decimetra, bi potem bil ta tlak delta P 10.000 newtonov na kubični meter krat 0,2 metra, torej 2 decimetra, in je to enako kot 2000 newtonov na kvadratni meter. Od zunaj pa pritiska tlak en bar, kar je 100.000 newtonov na kvadratni meter. Je to razlog, zakaj voda
čez to eno luknjico ne izteka. Seveda, takoj, ko bi naredili nekje še eno luknjico, bi že tukaj vdrl zračni tlak noter in bi voda zopet začela iztekati. Poglejmo si zdaj poskus z vezno posodo. To je posoda, ki ima različne oblike cevi, ampak na dnu je povezana med sabo. Kaj se zgodi, če tukaj začnemo v to posodo točiti vodo? Videli bomo, da je voda v vseh cevkah po gladini enaka. V tej cevki višja bi se zaradi tega tukaj tukaj na dnu pojavil večji tlak kot drugje, ker vemo, da je tlak P0 plus specifična teža krat globina. In če bi bila tukaj globina večja, bi bil tukaj večji tlak. V tem primeru bi se voda takoj začela premikati v tej smeri in bi napolnila ostale cevke. Hidrostatični tlak ni odvisen od velikosti posode, od oblike teh cevk, ampak samo od globine. Čisto vseeno je, ali imamo ozko cev, polno vode, ali imamo daljšo cev postavljeno po strani, polno vode, ali pa imamo široko in veliko posodo, tudi polne vode. Kolikšen bo tlak na dnu, je odvisen samo od višine. To uporabljajo recimo v gradbeništvu. Če vzamemo poljubno cevko, potem vemo, da bo gladina vode, ne glede na to, kako bo cev postavljena, oblikovana, vedno na obeh straneh enaka. To uporabljamo pri gradnji hiš, ko hočemo nekaj narediti na isti višini, pa to isto višino ni vedno lahko dobiti, zato ker je razdalja od zemlje na različnih koncih različna. Zelo pomembno je to dejstvo, da gladina vode ne more priti v eni cevi višje kot drugje, tudi pri oskrbi z vodo, raznih vodovodih. Če je tukaj rezervoar in je gladina vode v rezervoarju tukaj, potem bo voda lahko po gospodinjstvih pritekla samo do te višine. Če bi nekdo želel vodo višje, v tem primeru bi rabil električno pumpo uporabiti, da bi vodo spravil gor. Če pogledamo še na tej strani, če je tukaj vode v rezervoarju malo, se pravi, da jo zmanjkuje, to pomeni, da bodo vodo imeli samo do tukaj. Medtem ko 3., 4., 5. nadstropje ne bojo imeli več vode. Če pa bo ta rezervoar, rečemo mu tudi vodni stolp, zapolnjen, potem bojo imeli vodo v vseh nadstropjih. To, da je gladina vode povsod enaka, upoštevamo tudi pri sifonih. To je recimo straniščna školjka. V straniščni školjki imamo sifon, ki je zavit kot cevka v obliki črke U. Zakaj je to pomembno? Tukaj notri je vedno voda. Te vode ne bomo izplahnili ven in vedno je neka gladina. S tem preprečuje, da bi slabe vonjave od izgreznic prihajale nazaj v naše stanovanje. Ker je pritisk vode odvisen od višine, in sicer velja nižje, kot smo, večji je pritisk, višje, kot smo, višji je pritisk, je to pomembno tudi že v večnadstropnih hišah. Namreč pritisk vode vpliva na kvaliteto življenja v tistem nadstropju. Če je pritisk premajhen, recimo to je tukaj na vrhu, se lahko zgodi, da bo voda zelo malo tekla ven, probleme bomo imeli s pralnim strojem, pomivalnim strojem, ker posoda oziroma perilo ne bosta dovolj dobro oprana. Medtem ko v spodnjih etažah, v kleteh, kjer je pritisk večji, pa lahko imamo težave s tem, da nam začne kakšna naprava puščati, ker je pač enostavno pritisk prevelik. To, da gre tekočina vedno tja, kjer je manjši tlak, lahko tudi izkoristimo pri različnih stvareh, recimo pri nategi neke tekočine in bi rada iz te posode to pretočila v drugo posodo,
ampak je ta posoda prevelika, da bi jo dvignila, obrnila okrog, lahko enostavno vzamem cev, od tam, kjer je višja gladina, teče voda tja, kjer je vode manj. Se pravi, sistem veznih posod. Od tam, kjer je več, gre tja, kot je manj, tudi če se mora vmes dvigniti. In voda bo iztekala toliko časa, dokler ne bosta gladini enaki. Poglejmo si še, kako bi lahko tlak merili. Tukaj vidimo, da ima posodo, ki je neprodušno zaprta z neko plastjo, membrano na vrhu. In sedaj, ko gremo mi v višine, se tlak zunaj zmanjšuje. Na začetku vidimo, da je zunanji tlak večji od notranjega, zato je opna udrta. Kazalec kaže gor. Če mi gremo v višino, se bo s tem tlak zunaj zmanjševal. Tlak v posodi je vedno isti, ampak v nekem trenutku bo tako postal enak, kot je tlak zunaj. Tam bo vodoravna črta, ko bomo šli še višje, pa se bo tlak zunaj še zmanjšal, notri je še vedno enak, torej je dosti večji kot zunanji in zato bo kazal dol. To je osnovni princip delovanja naprave za merjenje tlaka, ki se imenuje manometer.